Zdaj vabim pa gospod Jašo Bajc iz stičišča nevladnih organizacij v Srednje Slovenije, ki nam bo pa predstavila e-računovodski program za nevladne organizacije. Tjaša, izvoli. Imaš predstavitev? Hvala lepa. Bom kar tlele. Super. Lep pozdrav še v mojem imenu, hvala za povabilo. Najprej, da se predstavim, moje ime je Tjaša Bajc, prihajam iz stičišča nevladnih organizacij v Srednje Slovenije. Smo pač eno izmed 10 stičišč v Sloveniji, pokrivamo torej v Srednjo Slovenijo. Nevladnim organizacijam pač nudimo pomoč in podporo pri njihovem delovanju na večjih področjih. Svetovanja z področja računovodstva, prava, ustanavljanje organizacij, promocija, informiranje, potem pa tudi spodbujamo civilni dialog in zagovorništvo. Zdaj, pri našem delu v preteklih letih nekako smo ugotavljali, da imajo nevladne organizacije težave, iščejo pa čim cenejšo, čim bolj praktično rešitev za vodenje računovodstva. Zdaj, društva še vedno, glede na seveda omejitve, velikost prometa in število zaposlenih, lahko vodijo računovodstvo na bolj poenostavljen oziroma enostaven način, zavodi pa v bistvu obvezno preko dvostavnega računovodstva. In mi smo iskali rešitve, že par let, kako rešiti te zadeve, da se čim bolj olajša delo in našli program spletni za vodenje računovodstva. Program pač omogoča vse, kompleksen program za vodenje dvostavnega računovodstva. Zakaj se nam je zdel fajn? Zato, ker je pač spletni, kar pomeni, da do njega dostopamo kjerkoli, le da imamo povezavo z internetom, pogoj je le pač pride do dostopa, uporabniško ime in geslo. Z njim pa delamo praktično vse. Pol vam bomo šli čez program, pač vodimo to materialno poslovanje oziroma tudi izstavljamo račune, knjižimo prejete račune, obračunavamo potne naloge, obračunavamo, avtorske pogodbe, tudi plače, če imamo zaposlene osebe, vodimo blagajniško poslovanje. Zdaj, dostop do programa je preko naše spletne strani konsulta.si pod zavihkom vodenje računovodstva. Tle je tudi pač malo pisano, kaj tudi z njim lahko počnemo. Tlele se pa pač prijavimo z uporabniškim imenom, ki ga pač dobite, ko se prijavite v sistem. Vsekakor je možna 30-dnevna brezplačna uporaba, tudi uporaba, bom rekla, brez obveznosti, kar pomeni, da v tem času lahko program sprobate, preverite, a vam ustreza, se boste, bom rekla, lahko naučili oziroma ga uspešno uporabljali. Ker jaz pravim, da je še zmeraj tako, zdaj, da se čisto vsak loti računovodstva, je malo težko. Program nam veliko lahko olajša, ampak še zmeraj je treba imeti malo osnov računovodskih. Po bistvu jaz pravim, radi moramo imeti številke, ker če so nam številke tuje, pol je škoda časa za se učiti programa in samega računovodstva. Jaz pravim, je boljš pol delati na programu organizacije, pa vseeno poiskati nekoga zunanjega. Ali pa eventualno pač delati določene stvari sami, zaradi zniževanja stroškov, pa potem končne bilance, letna poročila dati zunanjemu računovodji. Zdaj sem kar opisala v program, da ga vam predstavim. Zdaj, program ima več zavihkov, pa bomo šli čez vse zavihke, da pač dobite nek vpogled, kaj je vse možno. Zdaj, zavihki partnerji, v bistvu je povezan program z DURS-om, da po davčni številki recimo dobimo točne podatke od partnerjev, bodisi kupcev oziroma dobaviteljev, da pač ne rabimo tega iskati. Tle tudi pol vnesemo podatke zaposlenih, seveda, da imamo podlago za izplačilo ali kakšnih pogodb ali plače. Potem
Drugi zavihek je prodaja. Zdaj, tle so v bistvu vsi možne povezave, a ne, uporabljamo seveda tisto, kar je za našo organizacijo potrebno, a ne. Pri prodaji, a ne, mogoče to zdaj glede izstavljanja računov, a ne, po novem je treba proračunskim uporabnikom pošiljati račune preko UIP-a, bomo rekli, no, program omogoča, da z pooblastilom uredimo, da samo z 2 dodatnim klikom se račun pošlje direktno proračunskemu uporabniku. Enostavno imamo pregled izdanih računov, ne, zdaj tudi tako program omogoča, tako je pač nova zakonodaja, da se pač računi ne smejo in ne morejo brisati, oziroma imajo zaporedje, a ne, da je tudi, če se ga spreminja, treba opisati, zakaj se spreminja, ne. Je po teh zadnjih novostih, ki pač morajo biti, je narejena, ne. Tako pri prodaji, no, največkrat društvo oziroma nevladne organizacije uporabljamo mogoče dobavnice, ampak če ne pa saj račune, a ne, pri izdajanju. Potem še en od zavihkov naslednji je nabava, kar pomeni, da knjižimo oziroma vnašamo vse prejete račune od naših dobaviteljev, a ne. Enostavno je spet seznam, a ne, da se to vnaša. Jaz pravim tako, zaloge možno je sicer v večini nevladnih organizacij in nimamo, se z njimi ne ukvarjamo, ne. Potem so potni nalogi, enostavno ne rabimo knjigce oziroma tistih obrazcev iz knjigarne, ampak lahko v programu naredimo nalog, kot tudi potem obračun, na podlagi katerega bomo izplačali, a ne, stroške. Kar se tiče banke, uvažamo izpiske oziroma uvažamo izpiske iz elektronskih bank, uvažamo v program. Enako lahko na podlagi vnosa prejetih računov pripravimo plačilne naloge in jih izvozimo, zato da jih v spletno banko lahko uvozimo. Ni dodatnega tipkanja, ne. Potem je blagajna, zelo pomembno, no, ker se mi zdi, da večina nevladnih organizacij to kar nekako pozablja, da je treba voditi blagajniško poslovanje, ne, karkoli je opravka z denarjem, fizično, da ga ima pač nekdo v roki, blagajnik recimo, je potrebno voditi blagajniški prejemek, če je denar prišel bom rekla, izpravimo škatlo, oziroma blagajniški izdatek, če smo ga dali ven, ne. In s tem programom je omogočen pač pisati te, a ne, blagajniške prejemke in izdatke. Potem je še zavihek plače, kjer so pač vse avtorske pogodbe, podjemne pogodbe, vse je zakonsko ažurirano, bom rekla, ko so bile spremembe pri dodatnih procentih zavarovanj, recimo pri avtorskih je program avtomatsko to upošteval, ne. Enostavno je povezava z e-davki, kar pomeni, ne, pri vseh teh obračunih je treba poslati na FURS rek obrazac, a ne. Z dodatnimi 2 kliki je pač to omogočeno na tak, bom rekla, lahek način, a ne. No, na koncu pa še finance, a ne, kar pomeni, da z vsemi temi vnosi, bom rekla, nismo še nič naredili, kar se tiče bilanc, a ne, vse je treba poknjižiti. In tudi takole, če vidite, a ne, kar je za temi žarnicami, je vnešeno, vendar ni poknjiženo. Kar pomeni, da se v podatkih, ki so podlaga za pripravo letnih poročil, še ne upošteva, a ne. Program tudi potem omogoča seveda pregled teh kontokartic, ne, teh knjiženj, temeljnic, tudi bruto bilance, ne, ki je seveda osnova za pripravo letnega poročila, to se pravi obrazcev, bilanca, stanja in izkaz poslovnega izida, no, za društva pa tudi za zavode. Je pa tako, no, da program še ne omogoča z 2 kliki, bom rekla, narediti obrazca, izpolniti bilance stanja, zato ker smo društva oziroma tudi zavodi specifični zaradi tega izvzema nepridobitnih prihodkov, ki niso obdavčeni, a ne. Tako da se iščemo rešitve, ne, kako bi to bilo, ampak program ne more tega vedeti, še zmeraj mu je treba povedati, a ne, oziroma mu dati vedeti, kaj sodi med pridobitne in kaj med nepridobitne. Prosim? Tako. Je pa tudi pol problema, ne, ker pri
izračunavanju pridobitnih stroškov, ne, je spet sta dva načina. Ali enega zberemo drugega, tako da ni res samo, da tle raziskujemo, no, kako bi to pač rešili. Kot sem rekla, je pač program povezan, avtomatsko se žurira, no, povezan s temi IPES-om in s FURS-om, a ne, tako da olajšano, kar se v tem smislu tiče. Jaz še zmeri pravim, no, da vseeno je treba imeti urejen fascikel, pa na podlagi teh vnosov imeti oštevilčene stvari v fasciklu, da je tudi tam pregledno, a ne. Pa tudi zdaj sprot vnašati, a ne, čim bolj sprot, a ne, da je pač evidenca redna. Evo, to je, bom rekla, res taka kratka predstavitev. Če je kakšno vprašanje? Kakšno vprašanje mogoče? Ok. Spet bom videl, tam demo zgleda. Pogosto je tako na konferencah. Ja, fino, sem tudi že videl, no, moram priznati. Me pa zanima v bistvu dve stvari. Koliko je to kompatibilno, mislim, to dela preko interneta pravzaprav. Ja. Ni treba nalagati na računalnik, tako naprej. Tako da dela tudi prek recimo Linuxov in drugih operacijskih sistemov. Naj bi, ja. Ok. Kaj pa dostopnost? Kdo lahko se prva stoparja? Vi ste stičišče v Srednje Slovenije, a samo za te NVO-je ali tudi slovensko? Načeloma imamo tako, ne? Mi kot stičišče nudimo podporo in pomoč pač organizacijam iz naše regije. Smo pa seveda dali možnost uporabe programa vsem ostalim, ne glede na regijo, s ki prihajajo, vendar žal pomoči z moje strani pri uporabi programa ne morem nuditi brezplačno, no, ker enostavno ne gre. Ne. Kar se tiče uporaba, pa seveda lahko in tudi nekaj je že uporabnikov iz drugot. Pa le za NVO-je oziroma društva. Ja. Dobili smo vprašanje prek spletne klepetalnice. Ja. Gosta spleta zanima, ali je računovodski program ponujen samo uporabnikom iz osrednje Slovenije ali tudi širše? No, se smo že odgovorili. V bistvu tudi širše, ne? Ja. Nima geografskih meja, ne? Zanima tudi izven ljubljanske regije za ta program, kar je super. Mene pa sam zanima, imate mogoče kakšno statistiko, koliko uporablja novo tale program? Zdaj, prek nas bom rekla, ja, ne? Vas, ja. Prek nas jih je zaenkrat okoli 30, no? Ne? Ker še to nisem povedala, no? Uporaba programa ni čist brezplačna, ne? Ampak je pač 5 € na mesec, no? Ker za to vzdrževanje in vsega tega. Ne. Podpora pa pomoč za organizacije za Srednje Slovenije pa pač brezplačna. Meni, da če pride do kakšnega vprašanja v zvezi s tem, računovodsko vprašanje, pa vi date konzultacije, podporo, tako naprej. Tako. Aha, se pravi, da ni nevladna organizacija sama prepuščena, ko uporablja to, lahko računa na vas. Ja, seveda. Hvala.